čudovit. Tam je bolj, koliko moraš res narediti, tam je lepo. Zveza in Združenje tolmačev v skupnem sodelovanju razvijata slovenski znakovni jezik in poskušata vpeljati standardizacijo na višji nivo. Ni pomembno, kako slišeč razume gluho osebo, pomembno je, kako gluha oseba slišeča osebo razume. Eden največjih problemov gluhote je slaba informiranost. Oddaja Prisluhnimo tišini prvenstveno vsebuje zgodbe iz življenja in dela oseb z okvaro sluha. Kot naglušna oseba se pogosto počutim kot kameleon. Lahko sem slišeča oseba, če uporabljam pavškov sadek. Lahko sem naglušna oseba, če uporabljam samo slušni aparat. Ali pa sem popolnoma gluha oseba, če ne uporabljam ničesar. Zveza izdaja glasilo iz sveta tišine že od leta 1979. Glasilo izhaja v 10 izvodih letno. Namen glasila je ohranjanje zgodovine in kulturno-jezikovne identitete gluhih v Sloveniji. Klicni center je ustanovila Zveza društev gluhih in naglušnih. S pomočjo klicnega centra lahko osebe z okvaro sluha stopijo v stik z zdravnikom, javno upravo ter vsemi javnimi institucijami 24 ur na dan, 7 dni v letu. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je absoluten pionir na področju informiranja gluhih in leta 2007 ugledala luč svetovnega medmrežja spletna televizija za gluhe in naglušne. Kljub že obstoječim pripomočkom na zvezi iščemo nove možnosti, ki bi naglušnim omogočale še boljše vključevanje v družbo.